Pred poletjem ste predstavili nov projekt Neverjetne gore, ki ga pravzaprav peljete skupaj s 6 muzeji na Gorenjskem. Kako poteka? Ja, tako je. Takole običajno muzeji na Gorenjskem sodelujemo, se združujemo in pripravljamo nove skupne razstave. Po 2 oziroma 3 letih je tokratna precej drugačna. Če smo prej pripravili razstavo skupaj in jo predstavljali tako, da je potovala po vseh naših lokacijah, pa tudi drugam, smo se tokrat direktorica muzejev odločile, da bo razstava hkrati na vseh 6 lokacijah. In ker smo na Gorenjskem, ker so gore tiste, ki dajejo identiteto našemu okolju, smo izbrali presežke v gorah oziroma neverjetne gore. Kustosi z posameznih muzejev so pripravili in poiskali tiste vezi in povezavo, ki nas povezujejo prav z gorami. No in tako v Slovenskem planinskem muzeju predstavljamo od nazaj v planinski raj do instant planinskega raja. V Čebelarskem muzeju, v muzejih Radovljiške občine predstavljajo Kranjsko sivko kot naravno kulturno dediščino, ki jo ohranjajo. V Tržiškem muzeju izveste vse o smučanju in o zgodovini smučanja, tam namreč deluje tudi smučarski muzej. V Kranju je na ogled fotografska razstava, ko sta prav Kranjčana prva stopila na streho sveta, torej ob 40. obletnici vzpona na Everest. V Kamniku je najtesneje povezana razstava in predmeti na razstavi o Veliki planini in v Škofji Loki, lahko bi rekli morda arheološka razstava, ki nam razkriva zgodbe in zaklade iz Ljubnika, gore, ki je tam blizu. In seveda vse to smo povezali v muzejsko planinsko transverzalo s 23 vrhovi in še dodali prav posebno zanimivost, to je pa igra geolov ali geocaching. No in ko ste že vprašali, česa je največ in kaj opažamo, opažamo, da smo že v prvem mesecu podelili kar glavne nagrade. Glavne nagrade dobijo tisti, ki pravilno rešijo gesla po vseh muzejih, pridejo v vse muzeje, kar je posebna nagrada, vse podajo in zberijo žige na novi muzejsko-planinski transverzali. No in kdor opravi vse to, dobi še glavno nagrado verige lese, nahrbtnik z opremo, no in tudi te smo že podelili. Kar pomeni, da je razstava in koncept, ki smo ga pripravili, vendarle zanimiv in privlačen za obiskovalce. Kakšen je bil obisk v Slovenskem planinskem muzeju? Mesec avgust se skoraj izteka, prav gotovo lahko že daste eno oceno, eno sliko. Ja, tako je. Če smo v prvi polovici leta ob polletnem poročilu ugotavljali, da je v primerjavi s preteklim letom obisk nekoliko nižji kot preteklo leto, lahko za avgust pričakujemo po odzivih sodeč, da bo pa obisk mnogo boljši, kot je bil v letih pred tem. Zagotovo lahko k temu pripišemo tudi morda razstavo, ki smo jo dopolnili, ne stane razstavo Neverjetne gore, ampak zagotovo je pa odmevnost pripisati našemu novemu doživetju v muzeju in sicer dodali smo spust iz jeklenice, virtualni spust v zipline s Triglava, ki je med obiskovalci muzeja kar dost zanimiv, namreč na tak način omogočamo zlet s Triglava in občudovanje doline Triglavske Bistrice prav z vrha. Na poti seveda se lahko razgledate, vidite vrhove, ki nas obdajajo, pod nami Bistrico in še marsikaj zanimivega in prav to se zdi, da je tisto, kar pritegne v teh mesecih oziroma v tem mesecu naše številne obiskovalce. Torej v nekaj minutah iz vrha Triglava nazaj v Slovenski planinski muzej. Ja, tako je in sicer, kar je še pomembno, varno. Kar mnogokrat se zgodi, predvsem pri tujcih, ki se v naših krajih zadržijo zelo malo časa, da ali niso v fizični kondiciji, niso primerno opremljeni, pa si vendarle želijo obiskati Triglav in uvideti Aljažev stolp. Vse to je torej mogoče pri nas v Slovenskem planinskem muzeju.